N1 podcast Suzano Lovec. Bil je selektor slovenske nogometne reprezentance, na njeno čelo ga je takrat pripeljala, kot se temu reče, plebiscitarna želja v Sloveniji, naj se vrne kot selektor. No, 7 let pozneje je novica, da je ne bo več vodil, zaznamovala ta konec leta. Bil je predtem tudi kultni trener, predvsem na Reki na Hrvaškem, je dosegel poseben status in še predtem seveda nogometaš. Dober dan, Matjaž Kek. Dober dan, pozdravljeni. Po 1. decembru, odkar niste več selektor, smo vas brali, spremljali v domačih in tujih medijih. Govorili ste o sedanji situaciji, reprezentanci prihodnosti. Ta pogovor se začne tam, kjer so se ti pogovori končali, ampak vendar vseeno bova na začetku nekaj rekla tudi o tej sedanji situaciji. Danes je ponedeljek, pred prazniki, 21. december. Koliko ponudb ste že dobili? So to konkretne ponudbe? So to namigi? So to ugibanja v časopisih? Tega je veliko? Ja, dobro, mimo teh medijskih špekulacij je težko v našem poklicu. Dejstvo pa je, vse sem že omenil, zelo malo konkretnega, pravzaprav ena ali pa dve bolj vprašanji oziroma če sem pripravljen sploh iti v kontakt. Tako da sem kar vesel, kaj se tega tiče. Nekako po 1. decembru malo manj in medijskega izpostavljanja in pa teh nogometnih tem. Mislim, da jih je bilo skozi življenje preveč. Jaz ne sprašujem zdaj konkretnih, kdo vas je klical, kdo vam je kaj namenil, ker vedno poveste, da teh stvari ne komentirate. Ne? To so privatne zadeve. Tako da ta pogovor bo objavljen na Božič. Me zanima, kako hitro se stvari v tem poslu lahko spreminjajo. Torej, se lahko recimo zgodi, da do takrat, ko bo midva objavljena, bo že kaj novega. Vse te stvari, ponudbe spreminjajo, ponudbe in odločitve. Spreminjajo v dnevih, tednih, mesecih? Ne, včasih gredo zadeve zelo hitro. Včasih seveda trg povpraševanja oziroma potreba lahko zadevo pospeši. So pa seveda to zadeve daljšega spremljanja, iskanja primerne osebe. Moment odločitve včasih zelo hitro, včasih pa tudi pogovori traja dalj časa, ampak moja kariera je bila zaznamovana za zelo malo in klubi, reprezentanca, tako in tako samo v 2 primerih Slovenije. In vsi dogovori so padali zelo, zelo hitro. Ne vem, na Reki, za Reko sem se odločil v 2 minutah. V 2 minutah? V 2 minutah. Potem je urejanje vse ti formalnosti, finančnih in vsega ostalega. Tudi z predsednikom Nogometne zveze v zadnjem primeru je trajalo zelo kratko vse skupaj. Je pa seveda včasih s posredovanjem agentov, ki zdaj vse bolj skrbijo in za nogometaše in za trenerje, se pa lahko to zavleče. To je bila najhitrejša vaša odločitev za Reko? Za Reko je bila zelo hitra, ja. Zaradi tega, ker enostavno ljudje, ki so se pač pogovarjali z mano, ki so stopili z mano v kontakt, pa je to bilo tu v Ljubljani, so me nekje za svojo energijo, za svojim nastopom, za svojim karakterjem v trenutku, sem v sebi vedel, potem malo pač zavlečuješ, ker seveda poskušaš mogoče malo zboljšati pogoje ali karkoli, ampak šele ko sem rekel že ja, sem šel pravzaprav preverjati, kaj me na Reki čaka. Ne glede na to, da je za mano bilo svetovno prvenstvo, da je bila fakulteta mojega dela narejenega v Arabiji, sem prišel dol kot manj poznan oziroma izven blišča hrvaške scene. Slovenec v hrvaškem nogometu to ravno ni bilo običajno. Mogoče je ravno zaradi tega ta zgodba bila toliko specifična, toliko pozitivna, toliko dobra za mene. A je to del življenja, kariere, ki se ga najraje spominjate? Reka? Reka, ja. Ne. Jaz imam tole vedno nekje vago vaših medijskih novinarskih vprašanj, kaj ti je najdražje, kaj je bilo najbolj. Ne? Zdaj, težko je govoriti, če si imel ta privilegij, da vodiš svoj klub Maribor, v bistvu živeli smo preko ceste Ljudskega vrta, da si selektor svoje reprezentance, pa narediš 2 rezultata, ki spadata med boljše v Sloveniji, in pa da v tujini opozoriš nas na nek drugačen način. Tudi ostal sem skoraj 6 let in vse te pozitivne zgodbe so v meni osebno
prišle do nekega razmišljanja, da pa nekje mater ste, kako boš povedal, kateri otrok ti je dražji, katerega imaš raje, vse skupaj. In gledam to tudi na te vrhove moje kariere, vmes pa te negativne zadeve, te zgodbe, ki jih piše šport, ki ga sestavljajo zmage in porazi. Torej, ko pride slabši del, ko se prevesi, ko mediji in navijači niso več tako naklonjeni, ne jejo z rok, vas ne hvalijo, kako se takrat Matjaž Kek spopada, recimo sam, ko se konča tekma, ko tudi zapustite fante v slačilnici, ko ste sami doma, kako se potem spopadate, ko veste, da v bistvu je prišel tisti del življenja, recimo leto, 2 leti, ko ni več toliko uspehov, ko so tudi neuspehi? Ja, dejstvo je, da te leta naučijo marsikaj, ne? Da skozi leta neka znanja, nova znanja, nove izkušnje, ne? In jasno je, da kot mlad trener te je motilo marsikaj, tudi mene, vsem zdaj govorimo o sebi, me je motilo marsikaj, tudi kakšne stvari, ki se ločijo potem od tistega veselja ali pa razočaranja zaradi rezultata, ko se vse skupaj privesi v neko žaljenje, v vpletanje družine in vse skupaj, tisto me je vedno motilo, ker pravim, da poskušal sem strogo ločevati svoje privatno življenje od tega, kar sem pa počenjal. In seveda zdaj z leti je pa ta širina medijske pozornosti v pozitivnem, v euforiji ali pa v negativnem, je pa še bolj izrazito. Ampak jaz sem po vsem tem, kar se je zgodilo v zadnjem primeru, naprimer Nemčije, nekje povedal, niti malo se nisem takrat počutil nek heroj, ne vem, nekaj izven nekih normalnih športnih okvirov, tako tudi zdaj mislim, da je vse to vse skupaj nekje se pelje na valovih enega lažnega populizma, ki prevladuje v vseh porah našega življenja, ki nas seveda na nek način nas, javne osebe, opredeljuje, pa mogoče je resnica pa čist nekje drugje. Ne? In jaz sem tudi že povedal dostikrat, meni se življenje zdaj se mi ne začenja z nogometom, pa se mi ne končuje. Ali je zdaj to dobro, ali je to slabo, to naj drugi presodijo. In prav zaradi tega tudi moj krog ljudi ni iz tega miljeja, ni v tem toliko vpleten v ta šport, to razpoloženje zmag ali pa porazov. In jaz to črno-belo, ne, black and white, jaz imam v bistvu rad to, ker, kot ste prej vprašali, kako čisto normalno živim in nekaj bolj mirno poskušam na nekatere stvari zdaj gledati od daleč in mogoče z več razuma oziroma z več razumevanja. Zdi se, da bi vas najbolj zanimala še ena runda treniranja kluba, tako sem razbrala čeprav se ne bi branili tudi kakšne tuje reprezentance, tudi to je bilo zaznati v medijih. Ampak za moje novinarske kolege šport kluba pa niste izključili niti, da bi se iz nogometa za nekaj časa povsem umaknili. Ja, kako bi izgledalo to? Mislim, da je in ena in druga zadeva. Zdaj, seveda, marsikaj naslov je bil malo vzet iz konteksta. Ne. Dejstvo je, da v karieri nisem imel dolgih odmorov, pauz od svojega poklica, tudi kot igralec, razen tistih silnih poškodb, ki so me zaznamovale. Zdaj v trenerski karieri pa se vse hitro dogajalo. Maribor, tam je šlo gor dol, ampak takrat sem še bil, jaz pravim, mlad pa nor, ne, in so bile nekatere reakcije nerazumljive. Potem z mladimi selekcijami na nogometni zvezi je pa to začelo iti kar iz enega v drugo in te pauze so bile zelo kratke in leto, 2, jaz sem bil mogoče po par tednov, mesec samo brez službe. Teh let se je seveda zdaj nabralo, ampak zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Sej, na koncu koncev moje prepričanje je, da je čas za neke nove heroje, da je čas za neke nove ljudi, za nekateri
to dajo v paket nove energije. Jaz nikoli nisem imel več energije, kot jo imam zdaj. Kljub 43 letom delovne dobe, ne? Ja, Sva prej dobro, računala. to je pa drug problem, to je pa drugo dejstvo. Tako da, ne vem, dejansko nikoli v tem času, ker sem bil v tem drugem mandatu na čelu reprezentance, nisem sploh razmišljal o kakšnem drugem klubu, kakšni drugi reprezentanci. Nisem se sploh niti za to pripravljen, nisem bil pripravljen se niti pogovarjati. In vsi ti kontakti, ki se nekje pojavijo, pa so bili nekateri zelo korektni in konkretni, vse so vedeli na nogometni zvezi, ker mi je pogovarjati se o nečem drugem, a vpeci v eno bitno stvar, to nikoli ni igralo pri meni. Ne? In zaradi tega zdaj nisem obrejen ali na eno stran ali pa na drugo stran. V tem momentu zdaj tudi čas je takšen, ne, ste rekli prazniki in to, nekaj več družine, nekaj več prijateljev in pa seveda poskušati trezno presoditi in pa razumno presoditi situacijo, v kateri sem in pa kaj bi se lahko še zgodilo. Jasno, nogomet je del mene, nogomet je del mojega življenja, nogomet je del moje družine in družina je vedno zapisana bila v nogometu. Na katero stran bo to šlo, ne vem. Jasno pa je, da z tem in znanjem in izkušnjami zahtevam in bom zahteval sigurno nekaj v nečem, kar se bom lahko prepoznal, svoj karakter, svojo identiteto, način dela. Če bo koga zanimalo in če bodo pogoji za to normalni, je pa tega v nogometu stalno manj. Ne? In potem ja, drugače pa zakaj ne? Na silo sigurno ne. Ostal sem zvest sebi, to radi rečete, tudi zdaj ste. Kaj to pomeni konkretno? Kaj pomeni Matjaž Kek, ki je zvest sebi? Zgradi si nek način dela, zgradi si neko prepoznavanje nekih situacij, neko ideologijo dojemanja nogometa kot takšnega. Način dela. Jasno je, da te definirajo rezultati. Vse v primeru majhnosti slovenskih klubov, pa tudi na koncu Rijeke ali reprezentance. In jaz še vedno pravim, da ta val tega všečnosti, tega populizma, ki zdaj vlada, vprašanje, kako dolgo v kontinuiteti lahko traja, če ni rezultata. Ne? In jaz sem vedno iskal rezultat, seveda skozi svojim načinom dela, vpliv na vse nas ob igrišču in na igrišču je stalno večji. Mediji ste prisotni pravzaprav 24 ur na dan. Vsi drugi deležniki iz tega nogometa hočejo odločati, hočejo biti prisotni in zelo hitro se ti lahko zgodi, da padeš pod vpliv nekoga ali drugačnega dojemanja ali drugačnih nazorov ali drugačnih pogledov na nogomet. In jaz vedno pravim oziroma sam sebi jemljem to pravico, da si rečem, ko si naredil napako, si vse sam naredil. In zato sem bil pripravljen prevzeti odgovornost in še danes prevzemam. Jasno pa je seveda, da je to včasih zelo težko. Zelo težko. Tako da iz tega izhaja to. Ostal sem svoj, trmast, včasih preveč trmast, ampak svoj. Čeprav so v vašem poslu pomembni rezultati, kot ste rekli, torej statistika, goli, zmage ali porazi, se verjetno najbolj zanimiv del začne takrat, ko se odprejo vrata slačilnico in se začnejo člani ekipe govoriti. Torej, ko izvemo, kako pride do rezultata, do poraza, do zmage, ko slišimo o odnosih, ko vidimo to življenje izza športa. Kaj v tem delu športa, pri katerem mi kot gledalci nismo udeleženi, mislite, da je nam recimo z druge strani najtežje razumeti? Ja, tu je neko dejstvo, o katerem tudi razmišljam zdaj v tem času, ko nisem več vpet v to vse skupaj. Kako se je vse skupaj spreminjalo? Kako je to iz tistih mojih še igralskih let, pa zgodnjih trenerskih let, zdaj vse skupaj se razvijalo, tako kot se življenje spreminja, tako se tudi ti odnosi. In govoriti o nogometu brez pomembnosti zavedanja komunikacije, ne samo navzven, ampak tudi navznoter, je zelo plehko vse skupaj, bom rekel. In ta obojestranska komunikacija igralcev na eni strani zdaj, strokovnega štaba ali pa vodstva klubov nogometnih zvez, na drugi strani seveda
definira tudi na nek način ta rezultat. In jaz absolutno zagovarjam, da boljša je ta komunikacija, odkritejša je ta komunikacija, da ta komunikacija gre na obe strani, da ne samo zahtevaš, ampak da tudi nekaj vzameš. Jaz mislim, da si tu dosti bliže uspehu. Danes je seveda javno komuniciranje vseh v športu zelo, zelo pomembno. In zaradi tega so pa stvari, ki pa ostanejo za zaprtimi vrati. Ne? In mene je en vaš kolega enkrat vprašal, pa kako ne moramo priti v slačilnico, pa posneti neke kadre, pa nastaviti mikrofone. Nekateri to delajo, že tudi v NBA-ju je to zelo običajno in seveda to se zdi fajn in spektakularno in dobro za pogledati. Jaz nekega svojega osebnega prostora oziroma neke intime v teh odnosih še vedno mislim, da so dobri. Ne? In ta v narekovajih svetinja, slačilnice je dosti krat uporabljena tudi v javnih nastopih igralcev, ne samo nas trenerjev. Je pa jasno, da seveda z številnimi kamerami, številnimi mikrofoni se vse vidi, se vse sliši. In so pa seveda neke stvari, ki se tudi tičejo tega odnosa oziroma te komunikacije, sploh med posameznimi igralci, pa tebe kot selektor ali pa trenerja, so pa seveda stvari, ki jaz hočem, da ostanejo v tem. In mislim, da je tudi prav in moje izkušnje, več dobiš od igralca, če mu nekje zagotoviš malo nekaj intimo, malo osebnejši pristop vsemu temu. Ker včasih je bilo seveda sestanek, ti si stresal vse več in pohvale in še bolj kritike. Danes je to že malo drugače. Danes vsi ne slišijo radi, da niso kaj dobro naredili oziroma da je bilo kaj narobe narejeno. Torej podajanje negativnih komentarjev bolj 1 na 1. Jaz mislim, da ja. Mislim, da ja. Predvsem pa v katerem obdobju in v katerem času in pa na kak način. Čeprav še vedno največji svetovni trenerji v vseh športih, to pa spremljam, to pa gledam, ne? In to se pa še učim danes, znajo reagirati na zelo, zelo različno. Nekateri mirni, preudarni, nekateri temperamentni, glasni, preglasni. In ne vem, v zadnjem času sem rad gledal Željka Obradovića, trenerja Partizana, njegovo nastopanje, njegove reakcije, potem pa reakcije, ko je stran od igrišča, ko je izven dvorane, ko je v privatnem življenju, kako so različni nivoji vseh teh. Ne? In jaz zelo nerad sem gledal svoje slike, pa svojo mimiko gola, poraza. Ljudje tega ne razumejo, pa mene dosti krat vprašajo, pa kaj se ne znaš veseliti ali kaj? Sem rekel, ko bi vi vedeli, kakšno je to veselje. Ampak to je veselje moje, to je veselje znotraj in ne vem, tale neki imidž se mi je primo. Zato pravim, da tole podajanje, predvsem kritik, dobro ste vprašali, tega ne radi slišimo v današnjem svetu. Vse se ga na vseh nivojih življenja se ga poskušamo da gre mimo na nek način, je pa seveda sestavni del. Ne? In danes javno podajanje tega vse skupaj prej ne kot ja, in s tem pa seveda zopet je pa različno od igralcev. Do igralca. Neverjetno, kako različne so persone, kako različni so karakterji. Tudi problemi, ki jih imajo mogoče drugje v klubu, recimo, če gre za selektorja. Ne? In kako potem vse to handlate? Torej, kaj morate vse upoštevati? To je zdaj primer slovenskega nogometa in ne bom rekel majhnosti. Baze, ki jo imamo v slovenskem nogometu, ki smo jo imeli skozi leta, od tiste zlate generacije, prve generacije, Katančeve generacije, potem te naše generacije, ki je šla v Južno Afriko, in pa te zadnje. Ko to vse skupaj spremljaš, ko vidiš, koliko so se samo igralci spremenili, na kak način poteka ta komunikacija, na kak način poteka vzpostavljanje neke enotnosti, ker jaz še vedno zagovarjam, dosti mi jih ne da prav, da slovensko reprezentanco je treba sestaviti. Da mi nimamo te širine, toliko tega kvalitetnega nabora, da lahko enostavno, da čakaš enostavno, da se ti bo ena generacija na pladnju pokazala in da samo jih daš. Jaz mislim, da je treba ta mozaik sestavljati, zaradi tega včasih to traja tudi dalj časa in nekje zdaj v tem času, ko so mnogi
prezentirali ta slab rezultat kvalifikacije kot katastrofo, kot neuspeh, ne vem kakšnih kataklizmičnih razmer. Jaz pravim, težko, da bomo prišli zopet v neko vezanje pozitivnih rezultatov iz kvalifikacij, ker enostavno imamo premalo igralcev in če vsi nismo optimalni na igrišču in ob igrišču, potem je že problem, ne? Potem je lahko že problem in se pravim, mogoče evolucija ni pravi izraz, ta razvoj športa kot takega v primeru slovenskega razmišljanja je pa seveda, če te 15 let ni na velikem tekmovanju, postaneš nestrpen, ker gledaš vse to skupaj spremljeno. Ko pride do tega, potem je ta euforija fantastična. In moje slike v meni kot personi so ta enotnost, to prepričanje, da smo najboljši, to pomaganje en drugemu, ta neverjetna tudi nacionalna zavest. Tu pa je meni, zdaj smo pa na tistem terenu, ki pa je mene zaznamoval v zadnjem času, ob zavedanju, da takoj, ko se pa to ne bo ponovilo, pa pride ta druga stran, ampak hvala Bogu, zdaj sem bil na to drugo stran absolutno pripravljen, ne dam pa zaprav tistim, ki pa rušijo vse. Ne, to pa ne in zaradi tega jaz pravim tudi, strinjam se in tudi v sebi sem ves čas nosil novi ljudje, novi način razmišljanja, ne strinjam se z energijo, ker energije je bilo ogromno, ampak nismo bili dovolj dobri. In tu je zelo enostavno mi je bilo zdaj potegni črto. Zelo enostavno. Ampak recimo za vodenje take ekipe, a ste imeli vi kdaj v življenju tudi kakšne psihološke treninge? Kako recimo z igralci delati? Kako delati s takim igralcem drugim? Ja, zdaj v reprezentanci to enostavno ni časa. Danes je to sta 2 treninga, 3 dni skupnega bivanja in potem je že tekma. Se pravi, če greš v preveliko širino, enostavno ne zmoreš vsega, kar važno je tisto, kar se na igrišču. Tudi vsi ti fantje prihajajo iz različnih koncev sveta, v primeru slovenske reprezentance, in potem je seveda eden dela na en način, drug dela na drugi način, kultura prihajanja je različna, tudi kultura veličine kluba, iz katerih fantje izhajajo, je absolutno na eni strani, ne vem, Atletico Madrid, na drugi strani Maribor ali pa Celje ali pa Olimpija. Je razlika v finančnih vložkih, v dojemanju vsega tega, v pomembnosti vsega tega. In zaradi tega, dosti sem se pogovarjal z ljudmi, ki so strokovnjaki na tem področju, poskušal ta njihova znanja na čim enostavnejši, čim bolj direkten način vnesti v svoje delo in potem na ta način sestavljati mozaik skozi ta svoja znanja, skozi znanja, kvaliteto in pa odgovornost vseh ostalih članov strokovnega štaba. Jasno pa je, da ko igralci pridejo domov in oni prihajajo domov, seveda je vpliv okolja na njih drugačen. Zdaj so doma, tu so njihove družine, njihovi prijatelji. Vse to skupaj je treba povezati potem na nek način, da pa ne zmanjka na igrišču, da pa ne zmanjka trening, da pa ne zmanjka neka koncentracija, neka priprava na vse tisto, kar te čaka na igrišču. Na to, kar ste rekli, zdaj, v bistvu je delo z reprezentanco precej drugačno verjetno kot delo v klubu, kjer ste ves čas z igralci. Mislim, da Mourinho pravi, da ga vodenje reprezentance nikoli ni zanimalo prav zato, ker je premajhen tempo oziroma ta stik. Torej, te stvari niso primerljive. Nehvaležno vprašanje, pa vendar, kaj je vam znotraj trenerskega dela recimo bolj ležalo? Reprezentanca ali klubsko? Torej, način dela, ne govorim o tem, katera reprezentanca, kateri klub. Zdaj je treba, ne vem, Mourinho, seveda en od največjih, najvplivnejših, najizpostavljenejših trenerjev na svetu in njegova razmišljanja, ki pijejo vodo, ki nosijo neko težo, oziroma osebno razmišljanje, zopet se vračamo na tisto, rezultat te nekje na nek način definira. Rezultat, uspeh z klubom, z svojim klubom Mariborom, naslov državnega prvaka, pokali, državni naslovi z Rijeko, pokali, evropske tekme, na eni strani vage, na drugi strani pa evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo za svojo reprezentanco. In jaz sem vedno poskušal vse na nek način vagati skozi neko emocijo. Skozi emocijo
svojega kluba, domačega kluba, skozi emocijo Kvarnerja, ki mi je dal prijatelje, skoraj da družino in vse to skupaj, in pa na drugi strani privilegij vodenja svoje reprezentance. Ker jaz še vedno, pa to verjetno zdaj že sam sebi sem včasih patetičen, himna, zastava, dres, to je nekaj, kar bi privoščil vsakemu. In zdaj, ko poslušam te nove kandidate, ob zavedanju, da je to vrhunec neke trenerske kariere, jim zelo privoščim, da doživijo te momente, zopet moment zmage, evforije, moment razočaranja, poraza in pa negativizma. Ampak vse to se da pod nek isti imenovalec selektorja, trener pa je to na dnevni bazi, sploh z Rijeko smo ogromno igrali v Evropi, to je vsak dan 3 dni, 4 dni je tekma, manj časa za veselje, manj časa pa tudi za razočaranje, ker po nekih tekmah. Tako da in eno in drugo je seveda način življenja, način samega dojemanja nogometa je drugačen, ampak da bi pa imel karkoli manj časa oziroma več časa, ali klubski trener ali selektor, to pa ne. Odvisno, kako si delo organiziraš in na kak način jemlješ ta kontakt in stik. A veste, Reko ste zdaj že večkrat omenili, sva jo omenila, a še veste, kaj piše ob cesti v kraju Jelšane na slovenski strani? Vem. Zadnjič sem se peljal na tekmo Rijeka Celje in je pred tem napisom je bil en kup gramoza, nekaj so delali, in nisem dobro videl, samo del se je tega napisa videl. To je nekaj, kar je mene naredilo zelo srečno. To je, da poveva tistim, ki ne vejo, torej v Jelšanah, ko se pelješ na levi strani proti Reki, na levi strani piše Armada Jelšane, ker ljubezen ne pozna meja. Se mi zdi, da ste malo vzeli za svoje to. Res sem se za svoje. Tudi, se pravim, ta moment moje odločitve iti na Rijeko, pa ni bila Rijeka takrat v idealnih pogojih. Ne, danes je to popolnoma nekaj drugega. Tisto mi je ena od tistih svetlih momentov kariere, tudi življenja, in tudi skozi družino in vsi ti novi prijatelji, nov način življenja, način života so me naučili. Tako da tudi ta povezanost zaledja Rijeke, ki se že zarupo, je že Slovenija, mi je dostikrat tudi olajšala. Zadeva nekje, ves čas sem imel občutek, da pa nisem takšen tujec, kot pa ne vem, če bi šel kamorkoli za Arabijo, to ne je primerljivo. In zaradi tega mogoče tudi jasnejša, lepša komunikacija, jasno definiran karakter in enih teh Primorcev, pa na drugi strani mene kot Štajerca, in dostikrat so vlekli novinarji, vaši kolegi, primerjavo Rijeke kot mesta, Maribora kot mesta. In zelo dosti vzporednic sem našel v vsem tem. In verjetno zaradi tega se tako dobro počutim danes v Rijeki, v Opatiji. Napeljali ste na moje naslednje vprašanje sami. Kako se razlikujeta nogometna Rijeka in nogometni Maribor? Ja, zdaj seveda zelo. Če je bil včasih Maribor državni prvak, pa igral v Evropi, v bistvu držal nogometno Slovenijo na površju, se je zdaj malo prevesilo. Maribor mogoče ni v najboljšem momentu, Rijeka je zdaj z Sančezom zopet v nekem pozitivnem momentu, lani so celo osvojili duplo prvenstvo in pokal. Sama struktura vodenja ostaja že od 2013 enaka, še vedno je pa neverjetna povezanost mesta kot takšnega in pa te svoje Rijeke. Rijeka nima dosti svojih navijačev, par tisoč, 6-7, ko so derbije, to seveda nekoliko drugače, stadion je majhen, 7.000 in še nekaj, ampak energija Rujevice, energije Kantride pred tem, tudi to je nekaj, kar bi privoščil marsikomu. Jaz sem igral z Rijeko v prijateljskem tekmi z Mariborom, svojim klubom. Ti občutki so bili mešani neverjetno. Meni je kar šlo z ene situacije v drugo. Jaz sem vedno upal, da v žrebu evropskem pokalu ne bi prišla Rijeka pa Maribor skupaj, ker nisem si znal predstavljati, kako bi izgledal jaz v Ljudskem vrtu.
Zaradi tega, ampak te neke vzporednice, Rijeka takšno mesto, kot je, dosti industrije je šlo k vragu, ladjedelnica se zdaj pobira, Luka je tu nekje, Maribor totalno propada energija, tudi karakter samih ljudi in vse to skupaj, povezane s tudi navijaških skupin na nek način, z vsem spoštovanjem do Viol in pa do Armade, je pri meni potegnila kar dosti vzporednic in se pravim, odlično se počutim v Rijeki, vedno sem se odlično počutil in tudi zdaj ta obisk te moje tekme po dolgem času Rijeke in Celja, mislim, enostavno ti je fajn, no, po štajersko, po mariborsko, ko vidiš, da te ljudje na nek način še vedno spoštujejo, čeprav ni bilo ravno vse idealno vedno. Tudi tam smo in zmagali in pa zgubili. Ne? In ta moj odhod iz Rijeke je bil tudi relativno nepričakovan, takoj po tekmi se je zgodil, ampak v 2-3 minutah smo se dogovorili, brez nekih odpravnin, čakanja na nek neizplačan denar ali karkoli. Ne, enostavno začutil sem, da več ne moram dajati ekipi to, kar se ekipa zasluži, kar se zasluži klub, in potem je, mislim, da odgovorno in prav, da se omakneš in da poskušaš dati, oziroma da daš možnost nekomu drugemu, da zadrži klub na neki primerni kvaliteti, to, kar smo vse skupaj skozi leta postavljali. Veliko ste govorili o čustvih, ne? Večkrat omenjate čustva v zvezi z nogometom. Ampak bi šla tudi ta čustva, ko pridejo, tako je bilo to zadnji del Reke, zadnji meseci, recimo zdaj reprezentance. Kakšna so čustva so to, recimo, v vas takrat? Jaz se v življenju rad spominjam tistih dobrih stvari, tistih lepih stvari, tistih pozitivnih stvari. Pa sem dosti krat zgubil, da so bili porazi zelo težki, razočaranja zelo velika. Ne. Poskušam ostati nekako trezen v vseh teh euforijah. Samo če se spomnimo te zmage nad Rusi v Ljudskem vrtu, državnih prvenstev v Mariboru, te euforije, potem, kot so že omenili, svetovnega prvenstva, naprimer Rijeke kot takšne z vsemi naslovi, pokalov, evropskimi tekmami, pa zdaj zadnjega poglavja v Sloveniji z evropskim prvenstvom. To mi nekje daje vedno neko energijo. Ne. Jaz zelo nerad gledam starih posnetkov. Tekem sploh ne. Mogoče kakšno sliko, ki je. Mogoče imam kakšno sliko več v telefonu, ko mi malo včasih zmanjka, pa pogledaš malo nazaj. Jasno pa se zavedam tudi, da v okolju, v katerem delam, ne moreš samo zmagovati. Enostavno je nemogoče. In zaradi tega takrat hočem uživati v teh momentih, ki so na svoj način, s svojim krogom ljudi. Poskušam pa biti dovolj samokritičen, objektiven, ko ni dobro. In zaradi tega pravim, zdaj to v zadnjem primeru ni bilo dobro, tega se sam najbolj zavedam, ni pa dobena katastrofa, tako hočejo nekateri prikazati vse to skupaj in slovenski nogomet bo zelo hitro zopet na visokem nivoju in jaz mislim, da je tako tudi prav, da se tega moramo zavedati. Jasno pa je seveda, da ti pa te slike, razglednice ti pa ostanejo. Ti filmi pa so in včasih v momentih, ko si sam hodiš na kolesu ali karkoli delaš vaje, ti sučejo se tiste ta lepše slike, je pa dosti krat tudi, ko kakšna slika pa ni dobra. Jaz pravim, da iz tega se lahko samo naučiš in je neka moja fraza, če nisi velik in če ne znaš biti objektivno v porazu, ne boš nikoli velik zmagovalec, boš vedno ostal nekaj populistično, tisto brez neke emocije, brez nekega karaktera. In če se vrne nazaj na emocijo, danes vse skupaj postaja tudi življenje zelo osiromašeno emocij, pozitivnih ali pa negativnih. In če bomo prezrli to, oziroma če se bomo tega branili emocije, pozitivne ali pa negativne, bo nam marsikaj odvzetega v življenju, lepega ali pa manj lepega. Ker vedno dobro ne more biti. Ne morate se vedno cediti med in mleko. To je jasno. Sploh v nekem momentu, ko si javna oseba, ko si v športu, ko ga sestavljajo zmage in porazi, ali si delaš kjerkoli drugje, v politiki, v kulturi. Tako da ta je moja emocija, ta moja dojemanje vsega tega, kar se zdaj pogovarja, to pa ostaja moje. Moje tega pa ne delim. Ampak te emocije so nekaj, kar recimo so
zelo značilne za nogomet. Navijači nosijo s sabo izjemno moč, ki jih poganjajo ravno te emocije. Ste kdaj razmišljali o tej moči navijačev in kako lahko moč te emocije je usmerjena v dobro, vi ste veliko govorite o spoštovanju, o enotnosti, prej ste tudi rekli, recimo, jaz bi rekla tudi, občutek ponosa, povezanosti skupnosti, ki lahko tudi navijači dajo ta občutek, prispevajo k skupnosti, ali pa lahko ta emocija je razdiralna, rušilna, sovražna celo, nacionalistična in tako naprej. Vi kot trener in še prej kot igralec verjetno to moč, emocije, ki jo imajo navijači, dobro poznate. Zelo dobro in tudi tale na eni strani enotnost, ponos, pozitivna energija, enačenje vseh, ko ni važno, ali si bel, ali si črn, ali si zelen, ali si vijoličen, ali si v določenem momentu s takšnim političnim prepričanjem ali z drugačnim, enostavno kot si pod svojo zastavo. Takrat je seveda to vse lepo in takrat je idealizirano. Dosti ljudi zamenjuje rivalstvo z nekim sovraštvom oziroma z, kot ste vi rekli, tem negativizmom, ki pa je prisoten v nogometu izrazito, ker je pač to najbolj razširjen šport in najbolj izpostavljen šport. In vedno sem nosil neko svojo breme rivalstva med Mariborom in Olimpijo, naprimer. Ampak ko je to rivalstvo na igrišču, ko je to na eni strani zeleno, na drugi strani vijolično, potem je jaz pravim to privilegij. Veliki derbiji so bili za mene vedno neka tekma, ki je posebej. Jaz sem vedno rekel, da si ne znam predstavljati, da bi lahko bil trener Olimpije, ravno iz tega, ker sem Mariborčan, ker sem vijoličen in ki s tem samo spoštujem še bolj svojega konkurenta, rivala, za katerega sem pa vedno navijal, ko je igral evropske tekme, ko je bilo karkoli drugega. In tole rivalstvo na eni strani je lahko samo dobro za šport, ko ne gre preko meje, ko se začne pa negativizem, ko se začne rušiti vse skupaj, ko se celo v zadnjem času dosti dotika nekega negativizma, nekega sovraštva, odprtega sovraštva, seveda potem smo pred problemom. V reprezentanci tega dosti manj. V reprezentanci tega dosti manj in v reprezentanci so ostale samo te velike zmage, velike euforije, romanje kot navijača v Belgijo, Nizozemsko, v primeru prve generacije, ki je udarila temelj in ki je treba vedno spoštovati, ker so bili prvi, ki so enostavno postavili Slovenijo na zemljevid tudi v nogometu. Potem tiste naše Afrike, ko sem že dejal, tistega v prvem primeru, naprimer, veselja za Bežigradom, v drugem primeru enotnosti, vse splošnega euforije, zadovoljstva v Ljudskem vrtu, in zdaj tega zadovoljstva na koncu zopet v Stožicah. Vse so to neke točke, ki med sabo kar v realiteti nekaj pomenijo, ampak ko je bilo pa treba stopiti za svojo zastavo, smo pa pokazali tolikokrat. In meni je to še vedno nek nerazumljiv moment te enotnosti, tega dihanja kot eden, na drugi strani pa se ne moremo zmeniti, ali je boljši Roglič ali pa Pogačar. In tu jaz razumem rivaliteto, ne razumem pa, kot ste vi vprašali že v vprašanju, to sovraštvo, ta nacionalni že prizvok negativizma, ki ne pelje v dobro. To pa ne. Tako kot ste že večkrat rekli, zdaj trenerji so različni, igralci so različni. Rekli ste tudi, da spremljate, gledate trenerje, zdaj druge se učite, mogoče nadaleč tudi sebe preko njih opazujete, če sem vas prav razumela, gledate v ogledalu tudi sebe malo, svoje delo minulo, mogoče bodoče. Ja. Kako različni pa so trenerji pri tem? In kako različno lahko to vpliva potem na igralce? Kaj lahko tak ali drugačen trener naredi ekipi? Se pravim, poti, ki jih izbereš kot trener, kot selektor, so različne. Kako priti vse skupaj, je vedno imenovalec priti do rezultata, priti do uspeha. Zdaj, tale rezultat naš se malo zdaj prekriva z biti všečen, biti prepoznaven na nek način. Jaz pravim, ja, v primeru slovenskega nogometa so vsej do zdaj
bile poti vedno relativno slične, kako pride do uspeha. Ne. Isto so zgodbe tudi trenerjev, ne, in nekateri bolj energični, drugi preudarnejši, za mnogo njih tudi hladnejši. Jaz sem vam prej povedal, da sem bil na tekmi Rijeka Celje in sem gledal na eni strani Riero, na drugi strani Sanchez. Reakcije ene, druge. Tudi na koncu koncev to daje neko draž, tudi to pridejo navijači gledati, tudi s tem se identificirajo ljudje od zunaj, ali si takšen ali si pa drugačen. Imel sem pač skozi vse te tekme evropske predvsem delati oziroma biti na nasprotni strani zelo velikim trenerjem, zelo svetovnim zvezdam. Jaz sem izpostavil nekje Arsene Wengerja, Vicente Del Bosqueja, pa tudi v zadnjem času Capela in vseh teh, ki so stali nasproti na evropskem prvenstvu, ko so to trenerske veličine, na drugi strani pa mi Slovenci, slovenčki, ki se sami sabo včasih ne moremo zmeniti, priješ pa potem na nek velik oder, pa pariraš. Pa na koncu ti vsi čestitajo. Ne. In potem se leto zavrti, potem tisto več nič ne velja, vse treba zrušiti, vse treba zbrisati. Tako da dojemanje, prej sem omenil Željka Obradoviča, ki se zdaj poslovil od košarkarskega kluba Partizan, njegovo energijo, njegovo emocijo, pa dati sebe v ta, to meni nosi neko zanimanje, nekaj, kar se lahko naučim. Jasno pa je, da se pa ne moremo opredeliti, ali je to dobro ali je drugo dobro. Vsak nosi od nas svoj križ. Zelo popularni so v nogometu v zadnjem času mlajši trenerji, ko jih spremljaš, kar enkrat jim nekaj zmanjka. Zelo še vedno, tudi na koncu vi ste ga omenili, Mourinho, galjonske figure športa, iz katerega izhajam, nosijo seveda tudi nekaj, za čem se ljudje identificirajo in poskušajo posnemati in poskušajo iskati njihova znanja. Mene v zadnjem času navdušuje z nekaterimi reakcijami, izjavami, načinom Albert Riera. Njegovih treningov, mislim, da sem enega videl do zdaj, ni bilo časa, je to, zaradi tega ne morem ceniti, ne morem ocenjevati načina dela, ker ga ne poznam. Njegove reakcije lahko. Ali je zdaj to meni bližje ali ne, to je moja stvar, o tem se ne bom zdaj odločal javno. Jasno pa je seveda, da si zgradiš ta moja mimika, pa ta kapa je nekomu všeč, nekomu ni všeč, ampak to je moje. To je moje. To je bilo moje, to je meni pač dalo neko moč. Jasno pa je, da če se dobro počutiš samo v svoji koži, potem si močnejši, lahko samo močnejši, samo odločnejši, samo zavehtnejši. Meni samozavesti nikoli ni kaj dosti manjkalo, tudi že zaradi tistega, kar se mi je dogajalo. Ta negativizem, ko pa vzbudi v tebi neki inat, nekaj, da dokažeš nekomu, da pa mogoče ni prav, da se da narediti. Ko sva pri Mourinhu, torej, če govorijo o teh nogometnih sistemih, modelih, kakorkoli že, Mourinho in njegovo parkiranje avtobusa, torej vemo, torej na novo izumljen Catenaccio, mnogi pravijo, da gre za antinogomet. Je bil za vas to tudi antinogomet? Ne, jaz sem rekel, da mene načini me ne zanimajo in zaradi tega tudi sem ostal sam svoj tukaj. Mene tudi na koncu se ne klasificiram oziroma ne opredeljujem, to je dobro, to ne. Omenil sem že všečnost, današnja všečnost in pa val nekega populizma. Jaz vedno pravim, v določenem obdobju, časovnem obdobju, moraš priti do rezultata, ker danes se išče rezultat. Jaz način, naprimer Katanca s prvo reprezentanco, ki je naredila, način slovenske reprezentance, ki je šla v Južno Afriko, način, kako smo šli v Nemčijo in kako smo se pokazali v Nemčiji, kako je Maribor izgledal v Champions League, v Evropski liga. Mislim, da so to neke vzporednice, da tu je neka podobnost. Ali je to za isti vzorec, ne vem. Meni so vzeli kar na zob, ko sem začel poudarjati neko pragmatičnost. Pragmatičnost, ki ti daje možnost, da se spopadeš z najboljšimi. In da jim pariraš, predvsem da jim pariraš in da jih premagaš. Jaz sem prepričan, da se da tudi na drug način.
ampak ta drug način naj se pokaže, naj se čim prej dokaže. Biti všečen danes ni ravno garancija, da boš uspel. Tako isto ni garancija, da pragmatičen način te pripelje do rezultata. Seveda, ko se pa rezultat zgodi, takrat je pa treba biti dovolj objektiven pa priznati, aha, to je pa v redu. In na nek način meni Slovenija je izgledala v nekaterih tekmah v zadnjem obdobju Evropskega prvenstva res samozavestna, odločna, hrabra, taktično in fizično optimalno pripravljena. In takrat je bila verjetnost dosti večja, da boš prišel do rezultata. Ne glede na to, ali si všečen ali pa nisi všečen. Jasno pa je, da ko na eni strani igraš z največjimi reprezentancami na svetu, da se moraš malo prilagoditi tudi njim, da ne moreš iti z glavo skozi zid pa biti všečen, pa dobiš 3-4, pa potem je vse narobe. Ne. Zaradi tega pravim, načini igranja, ki posamezni trenerji, ne vem, v enem momentu Arrigo Sacchi pa Capello za svojim italijanskim načinom, bliže Catanacciu, čeprav ta Catanaccio je vzet iz konteksta, ker predvsem v zadnjem času mislim, da skozi poznavalce nogometa, ki imajo vpliv v medijih, se pozablja, da pa vedno pragmatičnost je zopet odvisna od neke discipline, od taktične odgovornosti, kjer pa mislim, da v slovenskem momentu moraš biti maksimalno optimalen. Jasno pa je, da tudi ta način, ki je zdaj v Sloveniji, ki ga tiščijo dobesedno naprej, ki ga polagajo v usta, ta napadalnost, ta všečnost, za gol več in vse to skupaj, absolutno, ko se doseže rezultat, vso priznanje in pa razmišljanje, tudi jaz lahko na nek način se približam temu. Omenili ste prej že sami med pogovorom, kako zelo se je nogomet spremenil, odkar ste recimo vi bili igralec. Predvsem ste mislili v teh odnosih, ste govorili, ampak tudi tehnično, kot igra se je spremenil. Vi ste takrat igrali na poziciji prostega branilca, libera, te vloge na tak način ni več. Kako močno se je v bistvu, recimo, katere so bile tiste najbolj pomembne spremembe, ki se vam zdi, da so zaznamovale, recimo, od vaših začetkov nogometa? Jaz mislim, da je ta razlika ogromna. Isto kot razlika naprimer v smučanju, kako se je smučalo v tistih časih, kako se danes smuča. Pa v smučanju še mogoče dosti večji vpliv materijala. V samem nogometu so sicer zdaj ta igrišča vrhunska pripravljena na tem nivoju, kot sem jaz delal, vrhunska, včasih so bila ta igrišča drugačna, ampak sama hitrost oziroma fizična pripravljenost igralcev, sama tehnična dovršenost, sama taktično razumevanje, širina pogleda na reševanje določenih momentov, ker seveda v nogometu je dobro oziroma je odlično takrat, ko čim več igralcev od 11 zna sodelovati skupaj in ko zna isto misliti. Neprimerljivo in tudi zaradi tega jaz ne zagovarjam v tistem času samo pa mi bili tako dobri, pa to in danes govoriti enemu igralcu, mojemu igralcu, veš, ko sem pa jaz igral in zaradi tega sem jaz, sicer sem že bil 38 let star, ko sem končal s kariero, poskušal na čim krajši in čim hitrejši način nehati razmišljati po igralsko in se priklopiti na trenerski pogled. In kaj mora človek izgubiti? Enostavno dva pogleda, ki sta diametralno nasprotje. Yeah. Na koncu ti si kot igralec na sredini, ti si kot trener od zunaj. Že sam vidni kot dojemanja situacije je popolnoma različen in tudi vse moje trenerje, ki so mi pomagali zdaj v delu, sem poskušal čim prej navleči, da začnejo razmišljati zdaj pa kot trenerji. To so relativno mladi, Novaković, Cesar, še predtem vsi ti igralci, ki so še pred kratkim igrali, zdaj so trenerji in jaz sem prepričan, da bojo dobri trenerji. 100% sem. V določenih momentih še mešajo igralski pogled, igralsko razmišljanje, igralsko filozofijo, na drugi strani pa pogled enega trenerja izza črte. In jaz pravim vedno, ta magična bela črta, ki ti da neko moč v določenem momentu, ko stopiš čez to črto. In vse ta evolucija nogometa
da je to tehnično, taktično, to zdaj ne bom razlagal, to je mogoče Kar. nezanimivo. Ne, je zanimivo. To je toliko šlo naprej, da sam način treninga, Ja. oziroma vse to, kar je okoli zdaj ene ekipe. Moj trenerski štab zdaj v reprezentanci je bil 15-16. Že to je za naše razmere, slovenski nogomet, ogromno. Ko smo mi prišli igrati proti Norvežanom, proti Avstrijcem, da ne govorim Angleži, Portugalci, to, ko vidiš 20, 30, 40 ljudi, ki skrbi za vse to skupaj, se komaj zavedaš vse te razsežnosti. Tudi na koncu, koliko se pa je medijsko spremljanje vse skupaj spremenilo, da jaz malo vas vprašam. Kako se je medijsko? Spremljanje nogometa in vse to skupaj. Prva značilnost, ki zaznamuje tudi moje delo, kar je različno moje delo od tega, kar je bilo včasih, so družbeni mediji. Zdaj nimate tukaj samo medijev in novinarjev in meni se zdi prav, da so novinari, športni novinari tudi kritični, da niso samo navijači. Se mi zdi, da tisti, ki so kritični, odgovorno opravljajo svoje delo. Ampak tukaj imate verjetno v mislih tudi, ko rečete, da je veliko več tega, tudi to, da je veliko več produkcije. Družbeni mediji, praktično vsak je lahko medij. 24 ur na dan. Tako, 24 ur na dan. Si na tnalu, a ne v slabem pomenu. 24 ur na dan se moraš zavedati, da si javna oseba, da te gledajo mladi, stari, takšni in drugačni, da se tebe učijo, da tebe kritizirajo. In zaradi tega, ne vem, zdaj sem parkrat zasledil nekje, da mi govori, pa kje je bil užaljen na koncu. Ne, nisem bil užaljen, jaz sem se zelo dobro zavedal, sem vam prej rekel, da je treba potegniti črto in da je ta zgodba za iti dalje. In to zavedanje, tudi te javne podobe in javnega nastopanja, mislim, da nosi veliko odgovornost vsem, ki smo v tem deležni. Tako navzven kot navznoter. A se vam zdi, da recimo to bolj bremeni zdaj recimo igralce, ne bom rekla trenerje, igralce, kot prej, recimo, ko ste bili vi igralec, kjer tega ni bilo? So bolj obremenjeni s tem? Ja, sigurno, na nek način, že samo njihova reakcija, o telefonih se zavedam, nekaterega, hvala Bogu, v določenih momentih prepovedujejo, ali bo zdaj to dobro, ali ne, bo čas pokazal. Vi ste prepovedali? Prosim? Ste prepovedali? Ne, nikoli. Sem pa poskušal omejiti, ker seveda jemanje energije, koncentracije, ki pa je posledica vsega tega spremljanja, je pa seveda jasno, da ogromna. Samo nastopanje določenih mojih igralcev, jaz še vedno govorim mojih, v teh družbenih medijih in na vseh teh možnih platformah, kanalih, njihova zrelost, njihovo javno nastopanje mi je pa dala vedno neko zadovoljstvo, da delam pa s pravimi ljudmi, s pravimi karakterji. Zelo, nekaj populizma sicer ampak v dosti pa neke razumnosti, razsodnosti, da smo del tega, da moramo biti del tega, ampak na neki določen način, v nekem določenem momentu. In eno od mojih zadovoljstev tega zadnjega obdobja je tudi to, da pa ni bilo, da nismo živeli v nekih velikih konfliktih, ki so relativno zaznamovali slovenski nogomet skozi zgodovino. In da, ne bomo pozabili Šmarne gore. Ne? Pa, tudi to je verjetno se moralo zgoditi, da je potem nadaljevanje bilo takšno, kot je. Ne? In seveda to je pa zdaj tisto šli smo naprej in tudi vse ti, kot smo prej debatirali, ne samo odgovarjali na vprašanje, je pa seveda zadeva, o kateri bomo morali v našem poslu absolutno razmišljati. Pravim, svet se je spremenil. Ja. Mi se moramo, jaz sem primer s svojimi leti, se moram prilagoditi, spremeniti, ker svet se zaradi mene ne bo spremenil. In seveda tudi mi, ki smo že dalj časa v poslu, oziroma ki smo malo starejši, tudi po letih in izkušnjah, moramo enostavno prevzeti to. In jaz sem direktno, nisem prepovedal telefonov do enem. Sem ga hotel omejiti, ker seveda zdaj, če sedi 25 fantov pri kosilu, pa vsak buli v svoj telefon. Se težko povežejo. Absolutno, se ne morejo povezati. Se ne morejo povezati. Nisem pa imel proti nikoli in tudi nisem reagiral nikoli, takoj, ko pride v slačilnico, na telefone. En pošilja svojemu otroku, ne vem, sporočila, drugi se pogovarja s partnerstvo, z družino, s prijatelji, ker takšen je danes način življenja. Jaz bi se malo vsem na tehniko vrnila, če lahko.
Na tehniko nogometa. Tako. Torej, še ko ste bili igralec, se je offside pravilo spremenilo. Ne? Vi ste v bistvu to spremembo doživeli. Kako je recimo ta sprememba vplivala na način, kako v bistvu, kakšna igra sploh nogomet je? Odločilno. Mislim, da je bila to ena od revolucionarnih zadev, da tolmačenje zdaj tega offsida mi sicer v tem zadnjem času ni najbolj pri srcu, ker se predolgo čaka, takšni so pač napotki sodnikom in pravilno je tako, da se označi offside, ampak vsa ta revolucionarnost, naprimer prepovedi podajanja golmanu nazaj, da lahko prime z roko. Igra je absolutno postala hitrejša, igra je postala dinamičnejša. In jaz mislim, da v prihodnosti bodo še poskusi, da se vse to naredi bolj zanimivo, da ljudje vidijo nek spektakl, da je dinamika večja, ker na koncu koncev fuzbal, kot jaz rad povem, traja 90 in nekaj minut. Ne? Da tudi že sama reakcija zdaj sodnikov, pa ti dodatki k času, ko gre to podaljšek po 7, 8, 10, tudi 15 minut dodanega časa, pomeni neko novost, neko revolucionarno novost. Za mene je odločilno pri vsem tem. Samo, ali je gol ali ni. Ali je žoga čez črto ali ne. Vsem ostalem lahko debatiramo. Zdaj o varih. Ne vem, bilo je takrat svetovno prvenstvo v Rusiji, mislim prvič var. Jaz mislim, da se je pritisk na sodnike absolutno zmanjšal. Tudi na koncu oni so samo ljudje, ki se lahko zmotijo, ki je prav, da se zmotijo, ker je to sestavni del našega življenja. In da jim lahko nekdo pomaga pri neki spremembi odločitve, da jim da možnost, da nekdo pogleda, se meni zdi fenomenalna. Potem niste eden od tistih, ki mislijo, da se je odvzelo del romantike, del tega inherentno nepredvidljivega v nogometu z varom, recimo s tehničnimi izboljšavami. Torej, da bi se v imenu pravičnosti, da se posega v ta nepredvidljivost. Ja, to je takoj kontra vprašanje. Kaj pa je danes romantika? Kje pa se začne romantika, pa kje se konča romantika v vsakdanjem življenju? In jaz mislim, da na eni strani smo začeli tehtati in vrednotiti umetno inteligenco kot del vsakdanjega, kot del tistega, kar se bomo morali naučiti, na drugi strani pa ne bi dodali nekih tehničnih izboljšav in to igro napravili zanimivejšo, pravičnejšo, ker pravim, če ti tehnični dodatek oziroma možnost določi, kdaj je bil gol, kdaj pa ne, potem mislim, da je to edino pravilno, da je to tudi pravično, ker ti dosežeš gol, kar je vrhunec vsega, kar je orgazem nogometen, pa ti ga nekdo ne prizna. Danes se to na tem visokem nivoju skoraj več ne more zgoditi. Jasno pa je, da se pa strinjam mogoče z napeljevanjem vašega vprašanja. Na božjo roko. Ja, tudi to, pa emocijo in pa možnost, da se lahko kdo zmoti, da lahko kdo naredi napako in da je to na koncu koncev ni to konec sveta, ampak da je to samo sestavni del igre. Igre, ki z svojo emocijo, z svojo širino, s svojim razširjenjem vedno spravlja polovico ljudi v zadovoljstvo, polovico ljudi pa v razočaranje. In se na koncu koncev tudi življenje tako, ne? Ni vse skupaj, ni 24 ur na dan vse dobro in vse lepo. Ne? In jaz bi vseeno rad, tu se strinjam z vami, naj bo del romantike, ne ostane del romantike, del možnosti takšnega in drugačnega osebnega odločanja. Ampak tiste tehnične zadeve, ki pa lahko nam vsem prenesejo nekaj boljšega, tisto pa absolutno zagovarjam. Ja, sej mogoče nisem naprav razumljena, tukaj sem jaz absolutno na strani pravičnosti. Mislim, meni je dosti stvari sem doživel, ko je bila odločitev proti tebi. Zadnja, ta moja velika, je moj rdeči karton na Evropskem prvenstvu. Tisto se mi ni zdelo prav in tisto ne moram sam sebi oprostiti, da sem vseeno reagiral na nek način, na drugi strani pa mu ne bom dal nikoli za prav, da mi je pokazal rdeč karton. Isto pri samih igralcih. Ali je zdaj ta offside za 1 milimeter ali ne za 1 milimeter, v tem času živimo. Ja, tem se moramo ker zdaj je dobesedno pozicija enega prsta. Ne? To je zdaj milimeter gor, milimeter dol. Pravzaprav
to odloča stroj, to ne odloča več človek, tehnična možnost. Ne. Na drugi strani pa seveda vedno zagovarjam in v zadnjem času sem imel zelo malo problemov s sodniki, sodnikov nastop, ki je lahko hladen, nedostopen, odbijajoč, ki je pa lahko razumevajoč in mene trpen, to je Francoz, v eni tekmi, sem bil malo glasen, sem bil malo tudi neugoden, človek je prišel 15 minuti, 20 minuti do linije, do mene, samo mi je rekel, sir, respect, please. Niti v enem momentu več nisem preko meje reagiral. Nastop, njegova drža, njegov karakter mi je dala jasno vedeti. Ali se začne normalno obnašati, ali boš pa letel ven. On je pa tisti, ki odloča o tem. In te neke ljudske geste so mi dosti bliže kot pa tisto neko strogo držanje nekih pravil. In tudi na koncu koncev razlika je, kako pokažeš, kako dobiš rdeč karton ali pa kako je sojeno nekaj proti tebe ali pa za tebe. Zaradi tega pravim, da jasno je seveda zdaj to. Tekme Evropskega prvenstva so bile delane, mislim, da 24 ali 26 kamer. Pa to ni teorije, da pobegne kaj. To ni teorija, da kaj pobegne. In tudi vsega tega se moramo navaditi, pa prevaditi na to in upoštevati to. Kako pa ste trenerji takrat spremljali pohod tiki-take, recimo v Barceloni? Zdelo se je, da odgovora na Guardiolo z Barcelono v bistvu nima nihče. Mislim, sicer je imel takrat res Mesija, Xavija, Iniesta in tako naprej, nogometne genije, ampak ta nov način igre, drugačen način igre, recimo kako ste vi to spremljali? Jaz sem spremljal kot dominantnost ene ekipe, ene generacije, ki je bila vzgojena, ki je bila dosti prirojena z njihovim talentom, z načinom razmišljanja njihovega trenerja. Je pa seveda to zadeva, kar je pa pri meni mogoče odločilno, ni pa zadeva obstala. In šele, ko so jo dodobra modificirali in prilagodili na sodoben trend nogometa, je zopet na nek način uspešna. Zaradi tega, če mene danes vpraša, Manchester City je nekaj časa zdaj pod Guardiolo absolutno dominiral, zdaj jim tega več ne uspeva to. Prilagoditev vseh ostalih na vse načine igranja je vedno zelo hitra. Zelo hitra, 4-4-2 AC Milana v času Sakija in njihova dominanca v Evropi je zelo hitro dobila odgovor. Isto ta tika-taka, ta posest žoge je zelo hitro dobila odgovor. Na ta način, da je nekdo se s tem sploh več ni ukvarjal in je rekel, naj imajo žogo, jaz jim bom poskušal to žogo vzeti, osvojiti tam, ko so najbolj ranljivi. In dejansko, ko se je to začelo dogajati za tem kontrapresingom, so pa tudi te ekipe oziroma ekipe, ki so gojile ta način igranja, prišle v problem. In vedno v nekem časovnem obdobju je nek način igranja karakteriziral tisto obdobje, tisti čas. Vedno je karakteriziral nek način prilagajanja na vse to skupaj, na tisto dominanco nekoga, ki je z nekim revolucionarno novostjo poskušal odgovoriti na vse to skupaj. Mene se bo verjetno celo življenje držala ta moj pragmatizem, ki pa je, jaz pravim, pod črto toliko naslovov, toliko pokalov, Evropska prvenstva, svetovna prvenstva, ampak nisem pa pristaš zagovarjanja samo tistega. In zaradi tega jaz uživam zdaj kot takšen, kot sem, kot to, kar sem naredil, v momentih gledljivega nogometa, spektakularnega nogometa, rezultatov 4-4, 5-5 ali ne vem koliko. Je pa seveda malo, zdaj, če si pa bil od spodaj na občrti, pa doživljati 4-4, z pozitivne ali pa z negativne strani trenerja kot šokov, ki je en za drugim, to je pa seveda zdaj nekaj drugega. In sigurno, da bodo ljudje iskali nove rešitve. Že samo zdaj, v zadnjem momentu, po Evropskem prvenstvu, vidim, da je nogomet šel v ena zelo dobra razmišljanja. En trener zagovarja strogo svoj stil, drug trener je prilagodljiv. In zdaj, ko se taka dva udarita med sabo, je zanimiv meni, kot nevtralnemu, pa rezultat. Mene pa zanima rezultat. In tukaj seveda bomo morali na nek način
spoštovati željo množic medijev po spektaklu, po gledljivosti, na drugi strani pa tudi mediji bodo morali spoštovati željo določenega dela stroke za pozitivnim rezultatom, za dokazovanje, da kot majhen lahko pariraš najbolj bogatim, največjim. In ko se bo to vse skupaj malo zdaj umirilo, ko se bo vse to skupaj malo povezalo, bo pa zopet prišel dober čas. Ampak kam gre potem zdaj ta, kar nekaj krogov te reinvencije nogometa, evolucije, kot ste vi rekli, sva omenila danes, v katero smer gre zdaj? Se premika iz te posesti žoge, ki je bila nekaj časa v bistvu kanon, imamo nov val evolucije, ga vidite? Imamo, mislim, da zdaj v tem momentu je mogoče najbolj meni, zdaj z vašega zornega kota je bilo to zelo zanimivo poslušati to vprašanje, z mojega zornega kota gledanja na moment nogometa, ko ima tvoja ekipa žogo, kako se obnaša ekipa, kako sodelujejo, pa moment, ko žoge nimaš, kako jo poskušaš na nek način čim prej dobiti nazaj. In ti momenti, jaz sem zelo rad, pa dosti sem ne predaval, pač podajal svoja razmišljanja nogometna, nikoli nisem imel rad teh taktičnih okovov. Jaz vedno govorim o tem momentu, fajn je, če tvoji igralci razumejo, vejo, kako sodelovati v tistem momentu, ko imajo žogo in kako reagirati in zopet sodelovati v tistem momentu, ko pa žoge nimajo in kako jo osvojiti. In zdaj ta moment, ki je v nekem momentu se pojavil, predvsem v Nemčiji, ta kontrapressing, gegenpressing, je kar zaznamoval nekaj. In dosti trenerjev išče svojo pot, da zelo visoko, že na nasprotni polovici ti poskuša žogo odvzeti, pot do gola, njihovega gola je zelo kratka, in pa moment, ko ti vzameš nasprotniku, je moment, ko on ni dobro postavljen za branjenje, za defenzivo. In seveda, zdaj tu pride pa do izraza ta hitrost, tehnična dovršenost, predvsem pa taktično razgledanost in pa taktična inteligentnost. In danes so zelo cenjeni igralci, ki taktično razumejo nogomet. V tistem momentu, ko imajo žogo, v tistem momentu, ko ga nimajo. In jaz se nikoli ne obremenjujem za 4-4-2 ali pa 3-4-3, ampak nekje gledam. Jasno je pa, da v primeru slovenskega momenta pa moraš dostikrat si prisiljen, dostikrat v primerjavi z drugimi, da se prilagodiš materialu, ki ga imaš. Se pravi, naša baza takšna, kot je. Naša cela generacija ne bo sposobna igrati tika-taka. Naša generacija, ki bo narejena oziroma ki bo sestavljena, mora biti sposobna biti čim bolj tehnično, taktično dovršena, predvsem pa vedno pripravljena, da da vse od sebe v tistem momentu, kar je sposobna. In mi v zadnjem momentu je meni bil problem samo, da mi nismo bili sposobni dati tistega, kar smo zmožni. In to je mene najbolj grizlo. Kako pa potegniti pol to ven? Recimo, to, z obžalovanjem gledate logično na to, da niste mogli v zadnjem času potegniti to, kar so sposobni. Ampak kaj je tisto, kar loči? Ta moment, ko iz recimo nekih igralcev z nekimi danostmi potegneš v najboljše ali pa da ne? Ja, v določenem momentu seveda treba zavedati, da lahko ti z motivacijo, z pristopom, z načinom razmišljanja, z neko idejo, da jim lahko dosti pomagaš. Na drugi strani pa, če igralci niso v neki formi, niso v nekem igralnem momentu v svojih klubih, niso z dovoljno igralno prakso, da je potem določen problem, ker ti enostavno Slovenija se težko privošči zamenjati 6-7 igralcev. In kot ti, ko na nekem načinu Tibiol ni na najvišjem nivoju, ko Šeško nima te neke minutaže, ko je poškodba ta ona, ko Stojanović več ni bil tista prva violina v načinu naše igre, seveda takoj so se postavili problem. Potem je pa seveda pomembna reakcija, prepoznavanje, kdaj pa treba zamenjati. In potem lahko samo upaš, da bo to trajalo čim krajše, oziroma da boš našel primerne igralce, ki bodo pa lahko ta način nadomestili. Ampak se pravim, vsaj moje razmišljanje je takšno, nobena generacija naša se ni rodila, vsaka generacija se je morala narediti, izgraditi. Gospod Kek, če nogomet olupimo vsega, denarja, imenov, dresov,
klubov. Kaj je za vas esenca nogometa? Igra. Uživanje. Igra, uživanje, neko način tudi, kot sem že prej rekel, način življenja. Predvsem pa je meni prav, da je odmik od pojmovanja nogometa kot igre čim manjši. Skozi prizmo ogromnih vlaganj na eni strani, neverjetnega, včasih celo šopirjenja in izživljanja z vsem možnosti, ki jih imaš. Na drugi strani pa željo teh manjših, skromnejših, da ti parirajo. In seveda, ko je na eni strani slovenska zastava, na drugi strani angleška zastava, portugalska zastava, tisti največji, potem iščeš svojo pot, da bi jih premagal. Da ne pustiš, da si ponižan, ne pustiš, da te razbijajo, ampak poskušaš enostavno jih premagati. Zato seveda rabiš znanje, absolutno. Jaz zagovarjam v slovenskem vseh momentih slovenske kvalitete, mislim slovenskih uspehov nogometu, samo kvaliteto najprej. Potem pa to predanost, odločnost, hrabrost, vse to skupaj, kar nam pač že kot narodu včasih paše. Ne? In upam, da nam bo čim bolj pasalo to, ker zdaj tudi pri nas prihajajo časi v naslednjih mesecih, ko bo zelo zanimivo, kaj se bo zgodilo, ne samo v nogometu, ne? Ampak tudi v vsakdanjem življenju. In tale, kot ste prej rekli, ta denar in vse to skupaj ne sme zasenčiti, da je to igra, da je to šport, da je to igra, ker nekdo zmaga, nekdo izgubi, zaradi tega se pa ne sme svet podreti, zaradi tega se naj ne začenjajo vojne, rasna nestrpnost, da ne govorimo o vseh ostalih negativizmih, z sovraštvom, z razbijanjem, z mrtvimi in tako naprej, ne. O slovenski reprezentanci, o tem, kdo jo bo vodil naprej, vi mislite, da bi ta odločitev morala pasti čim prej, to ste tudi javno že rekli. Seveda ne boste razlagali, kdo bi bil vaš favorit, ne? Ampak me zanima, kaj mu želite, ne? Vi poudarjate za športklub, ste rekli, sem in vedno bom del slovenskega nogometa. Torej, da vas zanima, kdo bo novi selektor zaradi tega. Kaj recimo, kaj bi bil en nasvet? Ne, do enega nasveta to ni. To je samo ena želja, da se, kot sem že povedal, da se to zgodi čim prej, da mi ta neka dramaturgija oziroma odlaganje vsega tega in javno nastopanje, da to nista po moji volji in da to ni moje prepričanje, ampak na koncu so ljudje, ki odgovarjajo za to, ki bodo nosili posledice tega. Jaz sem prepričan, hkrati želim in prepričan sem, da se bo našla dobra rešitev, da rešitev je kar nekaj, da bi sicer želel temu svojemu nasledniku mogoče neko tako plebiscitarno zadovoljstvo večine, ker potem bi mu bilo dosti lažje delati. Če se bomo tudi tu takoj začeli deliti na 50-50 nazaj in proti, pa teh primerov je ne vem koliko, bo seveda to otežilo delo. Dosti krat so zdaj rekli tisti, ta pametni, da je pa ekipa zgrajena, da je to, kar imamo. Jaz pravim, da je mogoče ne nasvet, moje razmišljanje, neka osvežitev potrebna, da je pa treba dobro pretehtati moment, ker na eni strani je zelo dosti časa do naslednjih kvalifikacij, a jaz pravim, da je za slovensko reprezentanco pomembna vsaka prijateljska tekma, vsaka pripravljalna tekma. Tudi za rezultat, ker se ustvarja neko vzdušje. In ko smo mi za zadnjo generacijo uspeli zmotivirati navijače, publiko v tej pozitivni, ko so začele tekme biti razprodane, stadion razprodan, vedno Stožice, ko je ta pozitivna energija plusknila čez ograjo na igrišče, je bilo dosti lažje. Dosti lažje in fantje so to energijo enostavno vzeli in mislim, da v tej smeri imamo ljudi oziroma strokovnjake, ki si zaslužijo svoj moment in zaradi tega pravim, čas je za nove heroje. S tem tudi aludiram na to, da sem prepričan, da bodo heroji. Ker da si heroj moraš pomagati, moraš nekaj narediti. Ne? In ni to neka fraza. Jaz sem bil zelo srečen, ko sem kot navijač, sokomentator včasih hodil za Bežigrad, ko se je
orala ledina slovenskega reprezentančnega nogometa. Po tem naslednjih 2 primerih sem bil pač v živo zraven. Zdaj bom tudi jasno, da želel, navijal in bil vesel, ko se bodo zgodili naslednji veliki uspehi slovenskega nogometa, ker samo na ta način lahko nogomet obstane. In še enkrat poudarjam, nam v nogometu ne sme biti neka utež uspehi drugih kolektivnih športov, drugih posameznikov v Sloveniji in teh fantastičnih rezultatov, ki jih na vseh področjih dosegam. Nam mora biti to izziv. Isto sem povedal zadnjič, ko so me vprašali v primeru NK Maribora ali pa drugih klubov v Sloveniji. NK Celje, njihov način dela, njihov način razmišljanja mora biti izziv. Zame bi bil to izziv, da jim dokažem, da sem jaz lahko isto dober kot oni. Pot, na katero, kako bom jaz prišel do tega, to je tisto moje. To je tisto, kar zdaj govorim že kar nekaj časa, ločuje naš trener, ločuje na koncu tudi igralce, ampak tudi tiste, ki skrbijo za klube. In na eni strani hrepenino po tujem kapitalu, na drugi strani se ga pa kot hočemo na nek način otepati. Je pa jasno, da tudi ta tuj kapital, ki je prepotrebno v slovenskem športu, ne samo v nogometu, se mora identificirati z okoljem, v katerem dela. Moja izkušnja iz Rijeke je to fenomenalna. Kako je ta italijanski kapital social sporta znal najti sodelovanje z lokalno skupnostjo, klub je iz tega zrastel v klub, ki parira zdaj 2 hrvaškima velikanoma. In zaradi tega jaz pravim, da celjska zgodba nosi nek pečat identifikacije z okoljem. In lani je Celje res dobro izgledalo in dobre rezultate doseglo v Evropi z 7, 8 slovenskimi igralci, ki sem jaz z veseljem uvrstil v krog kandidatov za slovensko reprezentanco. In tukaj seveda moj naslednik bo imel na eni strani kar nek dober, soliden temelj, ki ga bo poskušal stesati oziroma dograditi na svoj način. Na drugi strani pa mu seveda želim razumevanje, tudi v tistih momentih, ko pa ne bo dobro. Mene je 3/4 Slovenije, narekovaj, hotlo obesiti po tistem porazu v Beogradu. Takrat je nekdo rekel ne ostane. Iz tega je nastala ta zgodba Nemčija. Mene v prvem mandatu predsednik hotel zamenjati z Srečkom Katancem, pa se to ni izšlo, iz tistega je nastala Južna Afrika. Se pravi, včasih moramo biti malo preudarnejši, tehtnejši, pametnejši, predvsem pa dati človeku neko zaupanje, ker nam je dosti lažje delati in biti, ko veš, da ti nekdo krije hrbet. Ko veš, da nisi odvisen, ali se žoga zavrti v ono stran ali v drugo stran. Ko nisi toliko odvisen, ker se pravim, še enkrat, slovenski nogomet v neki kontinuiteti bo težko vsaki 2 leti na velikem tekmovanju. Ampak zaradi tega pa ne rabimo takoj vse obrniti na glavo oziroma vse zamenjati, pa iskati novo pot. In tukaj treba dati stroki možnost, da naredi svoj posel, da naredi svoje delo. Jaz pravim, kvaliteto imamo, kvaliteto, ki se jo moramo zavedati in ki jo moramo razvijati, ne pa, da jo samo kritiziramo. Jasno je pa tudi, da se morajo igralci zavedati, kaj pomeni igra za slovensko reprezentanco, ne za eno persono ali za selektora ali za predsednika ali ne vem za koga, ampak za slovensko reprezentanco, kar jaz vedno pravim, ko pa se igra himna, to sem vam pa povedal na začetku in zdaj mislim, da smo že blizu konca, ko se igra slovenska himna, ko se poja slovenska himna na tribunah 20-25 tisoč, takrat je pa to tisti magičen moment. Takrat je pa tisti dar, ki ga jemlješ kot neko privilegijo, kot neko srečo, da si ga lahko doživel v svojem življenju. Hvala lepa, Matjaž Kek, za tale pogovor. Srečno novo leto vam želim in mirne praznike. Hvala tudi vam, seveda vesel Božič in srečno novo leto tudi vsem vašim gledalcev, pravzaprav vsem v Sloveniji, celi Sloveniji. Tako tudi jaz enako želim našim gledalcem in vsem v Sloveniji. Naj bo srečno in mirno. Nov pogovor tukaj v N1 podcastu boste lahko poslušali že na prvi dan novega leta, tako da bodite tudi v naslednjem letu z mano, jaz bom vsekakor z vami.